je pomemben element organizacijskih realnosti, ki se ne nanaša samo na prijateljske odnose med posamezniki oziroma med zaposlenimi in njihovo sodelovanje, ampak posebej pripomore pri preseganju elementov visokega pritiska v organizacijah, predvsem spopadanja z delovnimi zahtevami. Če imajo enote visoko kolektivno zaupanje, torej da si zaposleni med sabo zaupajo, so si pripravljeni pomagati, so pripravljeni tudi vprašati za pomoč, to pomembno pripomore k njihovem soočanju z zahtevami. Namreč ne počutijo se toliko izolirane, preobremenjene, toliko same v samem delovnem okolju, ampak so pripravljeni vprašati za vere, vprašati za resurse, za pomoč, ki jo potrebujejo pri spopadanju s temi delovnimi zahtevami. Na dolgi rok so pod manjšim stresom, ki izhaja iz teh delovnih zahtev pri delu, in pa seveda to na dolgi rok tudi vpliva k nižji čustveni izčrpanosti, ki je pa pomemben napovednik izgorelosti. Konkurenčni pritisk igra negativno vlogo, je nekaj v bistvu lahko potencialno zelo škodljivega. Nanaša se pa na organizacijske usmeritve, organizacijsko usmerjenost k čim večji doseganju tržnega deleža, k čim večji učinkovitosti, k čim večji tržni prisotnosti, kar se pa zanimivo, kot kaže tudi naša raziskava, prevali tudi na zaznavanja zaposlenih. Zaposleni, ki so v takih organizacijah, ki so močno tržno usmerjene, čutijo močen pritisk po tem, da prispevajo konkurenčni prednosti organizaciji, to pa dodatno prispeva k njihovem zaznavanju zahtev oziroma sovpliva skupaj z zahtevami dela, da v bistvu počutijo se še bolj preobremenjene, še bolj pod pritiskom, še bolj pod stresom. Tako da je lahko na dolgi rok zelo škodljiv, tudi za njihove občutenja stresa in izgorelosti, še posebej seveda, kadar v delovnem okolju niso prisotni viri, ki bi presegali te negativne efekte. Glavna dodana vrednost naše raziskave je v večnivojskem pristopu. To pomeni, zbirali smo podatke v sklopu večjega mednarodnega projekta strani več kot 5500 zaposlenih, ki so sodelovali v 89 organizacijah, bili so gnezdeni v več kot 2000 delovnih oddelkov, delovali so pa za nemške organizacije. Torej, raziskavo smo izvajali skupaj s kolegi iz Nemčije, ki pa trenutno delujejo v Švici. No in ta raziskava v bistvu se je fokusirala ravno na sovplivanje elementov delovnega okolja na različnih ravneh. Specifično smo raziskovali zahteve dela na individualni ravni, kot jih zaznavajo zaposleni, in kako sovplivajo s kolektivnim zaupanjem na ravni delovnih enot oziroma delovnih timov in pa konkurenčnim pritiskom na ravni organizacij. In v bistvu ugotovili nekatere pomembne elemente, kot so, da v bistvu zaznavanje zahtev dela potencialno vpliva na stres in izgorelost na dolgi rok in pa da to preprečuje kolektivno zaupanje na ravni tima, dodatno pa spodbuja seveda zaznavanje konkurenčnega pritiska na ravni organizacije. Rezultati naše študije so definitivno uporabni za oblikovanje raznih strategij preseganja potencialne izgorelosti. Specifično nanašajo se na oblikovanje delovnega okolja, ki ni zelo zahteven, oziroma v primeru, da so zahteve na delovnem mestu prisotne, kar je pa v bistvu trenutna organizacijska realnost praktično povsod, se fokusira na elemente, ki to presegajo. Namreč specifično v kolektivno zaupanje, ki se lahko v ekipah spodbudi z večjo transparentnostjo, vključenostjo zaposlenih v odločanje in pa zmanjševanje konkurenčnega pritiska. To pa predvsem v praksi pomeni, da poskušamo presegati samo fokus na neposredne, kratkoročno doseganje nekih rezultatov, ampak predvsem razmišljamo trajnostno, kako v bistvu so dolgoročni rezultati bolj pomembni in v ospredje postavimo posameznika. Njihova trajnost, njihova dolgoživost, njihovo dobro počutje, kar tudi glede na naše raziskave pomembno prispeva k temu, da se zmanjša stres in tudi izgorelost na delovnem mestu, kar seveda vodi tudi v pozitivne rezultate zaposlenih.